Fantasy. Radio Fantasy. When you get there. In prišel je in vidim ga. Z mano v studiu je Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje. Primož, dobro jutro, kako si? Dobro jutro, super, hvala lepa. Dolgo te že ni bilo? Na zadnje smo se menda lani videla. Pa menda res, ja. Ko smo špekulirala. Tako hitro teče čas. Ne veš kaj, špekulirala smo takrat, zdaj kdo ima kakve veze pri kakem stanovanju. Ne? Zdaj sem si ga mogla pa kupiti, ker nisi neč uporabil svojih vez. Očitno si ti ena tistih lucky people, ko si imela možnost kupiti stanovanje. Žal je pač takih zelo malo. Ja. V Celju. Ne? Eno je zaradi seveda, ker je pač pomanjkanje stanovanj in pa seveda čisto iz finančnega vidika, tako da čestitke. Ja, hvala lepa. Lej, veš, kak pravijo, ne? Ko zadaneš na loto, je treba vse takoj zapraviti. Ja, ok, cool. Hecam se. Tako se je v bistvu za mene začelo kar pestro letos, se je v bistvu tudi za Nepremičnine Celje začelo kar pestro, sploh zaradi tega, ker ste dejansko vstopili v projekt Magnet. Zdaj pa Primož, povej, kaj to za vas pomeni, glede na to, da ste ena izmed 9 organizacij pri tem projektu. Ja, v glavnem seveda pač pri nas, poleg vseh aktivnosti, ki jih izvajamo, seveda naša osrednja dejavnost definitivno je oddaja stanovanj, prenova stanovanj, gradnja stanovanj, oddaja stanovanj, zagotavljanje stanovanj za meščane, za prebivalce mestne občine Celje, hkrati pa vedno sprejemamo nove izzive in smo se pridružili tudi temu projektu, katerega nosilec je mestna občina Celje, se pravi projekt Magnet, kjer smo, tako ko si omenila, eden od 9 partnerjev, kjer sam cilj projekta je pač ustvariti neko mesto oziroma sodobno mesto in hkrati skozi projekt preučiti, kateri so tisti modeli, kakšne aktivnosti za to, da izboljšamo kakovost življenja, da povečamo dostopnost stanovanj, trajnostno mobilnost, nove industrije, izboljšati tri po mestu. In kar se tiče same družbe Nepremičnine, smo mi predvsem v tistem delu, kar se tiče dostopnosti stanovanj. Ja, ker to je, oprosti, ker te prekinem, ampak to je ker ste imeli tudi eno anketo, če se ne motim, pa kje ti živiš, ne? Ja, in tukaj ste v bistvu črpali zdaj tudi ideje, verjetno. Tudi to smo naredili v lanskem letu, imeli smo super odziv, več kot 1500 ljudi se je odzvali na naše vprašanje, tako da smo pretipali, kakšno je dejansko, kakšen je utrip v mesto, kaj si ljudje želijo in v tej luči bodo tudi usmerjeni ti ukrepi. In zdaj konkretno, kar se tiče v okviru Magneta, ne, kjer gre za ta European Urban Initiative, kar pomeni v bistvu za evropska pobuda za mesta, bomo predvsem razvijali neke nove modele, za pač bivanja, ne, kot so recimo stanovanjske zadruge, kot je kako zastaviti projekt z možnostjo rent to buy, pač različne modele in jaz upam, da bodo ti modeli uspešni in seveda pač da bomo zagotovili večjo dostopnost stanovanj, kar je pač seveda povezano tudi z ostalimi aktivnostmi, ki se izvajajo. No, ker zdaj, teh aktivnosti imate ogromno, ampak vseeno imamo pa tudi stanovanjski program v mestni občini Celje za obdobje 2025 do leta 2032. Vem, da nazadnje sva se pogovarjala o 90 stanovanjih tukaj le Dečkovo naselje oziroma Lidl Nova vas. Ja. Ne? A veš, Dečkovo naselje pa Lidl Nova vas, ko je že skoraj ostrožno. Se veš, komu bodo ta stanovanja namenjena in ali so teh 90 stanovanj zajetih v ta stanovanjski program? Ja. Zdaj, če smem sam stopiti en korak nazaj, v glavnem to, kar si omenila, se mi zdi en zelo pomemben dokument. Sicer dokument sam po sebi nič ne pomeni, ampak kakorkoli, se pravi, to je stanovanjski program, je nek načrt ukrepov za naslednjo obdobje, tako ko si omenila, 2025-2032, kjer imamo pač več sklopov. En govori o kako zagotavljati javna najemna stanovanja, kjer imamo opredeljen noter območja, število stanovanj, da smo si prav dali kazalnike. Potem je tudi naslednji sklop, ki se mi zdi eden ključnih sklopov, zagotavljanje prostorskih podlag, kar pomeni
prostorskih načrtov in zemljišč, zato da se bodo gradila, pa ne zgolj javna najemna stanovanja, ampak tudi v bistvu govorimo o zasebni gradnji. Okay. Tako da to, potem pa so še ukrepi za podporo ciljnim skupinam, kot so mladi, starejši, enostarševske družine, seveda tisti, ki gradijo stanovanja, tako da to in pa še ukrepi za zagotavljanje kakovosti bivanja. Ampak, če govorimo, kar se tiče, tisto, kar ljudi najbolj zanima, pa kar je najbolj potreben, je seveda zagotavljanje stanovanj in tudi v okviru tega programa imamo za obdobje naslednjih 7 let predvidenih 322 stanovanj. Govorimo o zagotavljanju teh javnih najemnih stanovanj, kjer bo več investitorjev, poleg družbe Nepremičnine, še Stanovanjski sklad Republike Slovenije, pa seveda Nepremičninski sklad Invalidskega pokojninskega zavarovanja, ki delajo stanovanja za starejše. Tako da ja, in seveda pač naš prvi projekt pa bo zagotovitev teh 90 stanovanj, ki bodo pri Lidlu v Dečkovem naselju. Dejansko gre za Lavo, ampak ja, v glavnem v Celju ključno je, da bomo ta stanovanja pričeli graditi. Zdaj konkretno smo v fazi izdelave prostorskega načrta. Tako da to se zdaj že kar nekaj časa vleče, ne, ta prostorski načrt? Res je, ne. Sej, mislim, večkrat moram priznati, da na nek način sem frustriran. Frustriran v tem smislu, ko ljudje kličejo, kdaj bodo stanovanja. Jaz razumem, mislim, ker je noro, saj ta stanovanjska kriza ni samo vprašanje Celja ali pa Slovenije, dejansko je pač po celi Evropi se srečujemo s podobnimi zadevami, ampak je žal tako, da pač sam ta proces od sprejemanja prostorskega akta, pa projektiranje, gradbeno dovoljenje, pa na koncu gradnje, to traja 5 do 7 let. In je to res dolgotrajen proces in cilj je, da v letošnjem letu ali v začetku naslednjega leta se sprejme ta prostorski načrt, v naslednjem letu pridobi gradbeno dovoljenje, tako da bi v roku leta pa pol načrtujemo, da bomo pričeli z gradnjo. Primož, zadali ste si kar konkreten cilj. Mi da bova zdaj naredila kratko pavzico, da ti zajameš sapo, malo ohladiš svoje grlo in potem nadaljujeva, ker malo se bova pogovarjala tudi o milijardi, ki bo padla za stanovanje. Evo, pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy. Šuši sem z vami, z mano pa direktor družbe Nepremičnine Celje, Primož Brvar. Dobro jutro še enkrat. Lep pozdrav še enkrat nazaj. Zdaj, a sem te fej zmatrala v prvem delu? Ker zdaj te bom začela. Okay. Počasi. Gremo. On guard. Zdaj, pogovarjala sva se o samem projektu Magnet, ki letos poteka in bo potekal tudi še kar nekaj časa. Leto pa pol vsega skupaj. Ja. Zdaj, tam sodelujete tudi vi. Zdaj, če samo na hitro obnoviva, kaj je vaša vloga pri tem projektu Magnet? Ja, dejansko smo pač zadolženi za upravljanje, ustvarjanje teh nekih inovativnih stanovanjskih spodbud, kot sem rekel, seveda pač v sodelovanju z drugimi organizacijami, ki delajo na stanovanjskem področju, tako da to, pač različne modele, cilj je razviti različne modele, ki bodo uporabni ne zgolj v Celju, ampak da bodo lahko tudi v drugih mestih jih uporabili. Drugače pa vidim že to, kar smo mi, prej smo tudi govorili o stanovanjskem programu, v stanovanjskem programu je že kar nekaj teh ukrepov zastavljenih, tako da bo to ena taka sinergija. Imamo pač to priložnost, da seveda smo skozi projekt Magnet, za katerega je mestna občina Celje dobila 4,5 milijona, del sredstev pač smo dobili tudi partnerji, lahko zaposlili še dodatne sodelavce oziroma sodelavko in smo s tem na ta način ukrepljeni in bomo lažje vozili zadevo, tako da jaz računam, da bomo skozi to neke inovativne finančne spodbude našli in seveda pač, da res mesto pritegne mlade izven Celja in pa predvsem prvi vrsti, da poskrbi za Celjane. Zdaj ste slišali in tudi tistih 90 stanovanj, o katerih sva že govorila v Novi vasi oziroma v Dečkovem naselju uradno, ali Lava, ali kako zdaj? Lava, ok, v redu, zdaj smo na Lavi. Zdaj smo na Lavi, ja. Tudi tistih 90 stanovanj je všteto v ta stanovanjski program do leta 2032. Zdaj pa težko pričakovana naloga.
Ki se je zataknila milijarda, da ni prišla do mene. Ker jaz vem, da za stanovanja oziroma za ta stanovanjski program na splošno v Sloveniji je namenjena milijarda evrov. Kako se bo to pri nas odražalo? Ja, dejansko je situacija sledeča. Ne? Zdaj, glede na to, da smo imeli 30 let odsotnost stanovanjske, neke dejanske stanovanjske politike oziroma pač nekih konkretnih rešitev, je v zadnjih 3 letih končno, bom rekel, smo prišli do tega, da se bo sprejel zakon o financiranju gradnje in obnove predvsem javnih najemnih stanovanj, govorimo o najemnih stanovanjih, kjer je predvideno, zakon še ni sprejet, zakon je v postopku, pravkar je bil sprejet na vladi, zdaj gre v državni zbor, tako da jaz računam, da bo nekje do sredine poletja, da bi naj bil sprejet. In ta zakon bo v naslednjih 10 letih predvideva sredstva v višini milijardo evrov. To ne govorimo seveda o nepovratnih sredstvih, ampak govorimo o povratnih sredstvih in naj bi se v naslednjih 10 letih vsako leto namenilo 100 milijonov evrov. Tako da zdaj sredstva so zagotovljena, ali pa jaz računam, da bodo zagotovljene, ker seveda pač ves ta tudi naš stanovanjski program, ki ga delamo, je vezan na to, ne, ker dejansko pač teh lastnih sredstev nimamo, tudi občina nima toliko sredstev, da bi lahko gradila stanovanja, ker so seveda še druge naloge, ampak ja, ne, iz teh sredstev bomo mi pač financirali vse te naše projekte. Ne. Prej sem rekel, da je v okviru stanovanjskega programa Mestne občine Celje za obdobje naslednjih 7 let predvideno cca 322 stanovanj, od tega jih bomo polovico zagotovili v okviru nepremičnin Celje. Tako da ja, se obeta v tem pogledu kar nekaj, bom rekel, novosti, pestrosti. Ja, bi pa opozoril tudi na to, ne, zdaj pač na eni strani imamo in s tem se srečujejo tudi ostale občine, da ne, eno je graditi stanovanja, hkrati pa seveda pač moraš imeti tudi zagotovljena zemljišča, moraš imeti zagotovljene prostorske načrte. In jaz mislim, zdaj, kar se tiče Mestne občine Celje, se zdaj aktivno pripravlja na zagon tega dela in se res dela, bom rekel, s polno paro, zato da bomo imeli prostorske načrte zagotovljene, da bomo lahko gradili. Pa še enkrat, ne zgolj najemna stanovanja, javna najemna stanovanja, ampak tudi, da bodo lahko za stanovanja za nakup, kjer bodo vstopali zasebni investitorji. No, pa če pogledava še malo neprofitna stanovanja. Lani ste dali ven razpis za neprofitna stanovanja, ampak seznama, kdo dobi neprofitno stanovanje, pa še ni. Res je. Mi smo pač zdaj oddelali ta svoj del naloge. Na razpis se prijavili več kot 600 prosilcev. Na koncu, ko smo pač pregledali, kdo vse je upravičen, ni upravičen, da se uvrsti na listo, smo prišli do številke 500. Tako da ja, to je, bom rekel, sem bil presenečen, zaradi tega, ker smo po prejšnjem razpisu, smo mi v zadnjih 2 letih pa pol dodelili 180 stanovanj. 180 stanovanj, na razpis 2021 oziroma 2022 se je prijavili 600 prosilcev, pa na koncu je bilo 500 upravičencev. Zdaj se nam je, kljub temu, da smo v tem času obdali 180 stanovanj, se nam je ista zgodba ponovila. Ne? Tako da to, kar res kaže na potrebo po javnih najemnih stanovanjih. In ja, zdaj, kar se tiče same liste, pa bo objavljena 3. julija, se pravi, to je čez 14 dni, malo še pa kak dan zraven. V glavnem ja, in po tej listi imamo predvideno, da bomo dodelili, žal ne 180 stanovanj, ker to je pač bila posledica tega, da smo lahko, ker smo zgradili nova stanovanja. Singensko ulico, ja. Zdaj pač bo nekaj stanovanj manj, ampak kljub temu je dobro to, da imamo v Celju 2000 stanovanj, javnih najemnih stanovanj in da seveda pač ljudje rotirajo oziroma ljudje se vselijo, pa potem po enem času se nekateri tudi odselijo. Tako da je nek obrat, ker druga mesta, predvsem recimo, če gledamo Kranj, Koper, Novo mesto, teh stanovanj nimajo in tam imajo še dejansko večje probleme, kot jih imamo v Celju. Res je. Ampak pri neprofitnih stanovanjih so se tudi zvišale najemnine aprila. A je to bilo res tako drastično zvišanje najemnin, kakor so ga napovedovali? Ker sicer tista formula, Primož, iskreno po tisti formuli izračunati,
koliko je tvoje stanovanje, oziroma kakšna bo najemnina za tvoje stanovanje, je nemogoče, ker je bila res astronomska. Ja. Mislim, formula je malo kompleksna. Fejst, ja, gre pač za nek administrativen način izračuna najemnine, ki je pač zakonsko določen. Ampak zdaj, če damo vse tist na stran, na koncu, kar se tiče samega dviga najemnin, dejansko se je s 1. aprilom dvignala se je pa zgolj za 1,9%, kar dejansko pomeni, pri stanovanju, neprofitnem stanovanju velikosti 50 kvadratov, najemnina tako v povprečju, ene so več, ene so manj, odvisno pač malo od starosti stanovanja, je 250 evrov. In zdaj, če si imel prej 250, imaš od 1. aprila naprej 255, tako da je 5 evrov. Ena kava v Ljubljani je v bistvu to, ne? Ja, dejansko, ali pa, če imaš pa 70 kvadratov veliko stanovanje, kar pomeni 350 evrov najemnine, pa je šlo gor za 7 evrov, tako da je kava pa pol. Jaz mislim, da so vsi preživeli. Jaz mislim, da. Ampak, a lahko še kaj poveš slučajno, če slučajno veš, a bo šlo še kaj gor, ali bo ostal pri tem? Ja, zdaj definitivno s sprejemom stanovanjskega zakona in seveda pač temi povratnimi sredstvi je pričakovati, da se bo najemnina v naslednjih letih še nekoliko spremenila. Prvič so se najemnine začele spreminjati 5 let nazaj, ker prej pač se 15 let niso. In dejansko zato, da smo mi lahko sploh funkcionirali, še zdaj v enem manjšem delu smo morali stanovanje prodajati. To je tako, kot da pač neko podjetje, ki ima pač svoj stroj za to, da lahko proizvaja, v bistvu svoje stroje prodaja in pa ne more več prodajati in to je pač, bom rekel, drviš v prepad. Tako da to in pred temi 5 leti se je zgodilo to, da so višjo najemnino se je poznala, s spremembo oziroma uskladitvijo z inflacijo, se je predvsem pri novih stanovanjih, medtem ko pri tistih starejših se najemnina dejansko se je zelo malo spremenila. Dejstvo je, da je v starejših stanovanjih v nekaterih je najemnina še danes 2 evra. Tako da to in tle bo pač prišli do nekega uravnoteženja, da ker so tudi starejša stanovanja, treba več vzdrževati oziroma je vzdrževanje dražje, bodo pri starejših stanovanjih se nekoliko več dvignala najemnina, ampak to bo tako postopno obdobje, od leta 26, 27, 29, 30, tako da ljudje ne bojo toliko močno ali pa nenadno občutili. Seveda pa hkrati država še vedno zagotavlja pa subvencije k najemninam, tako da tudi v tem delu je poskrbljeno za tiste, ki pač ne zmorejo. Preden mi pobegneš, ker vem, da naju čas rahlo preganja, samo vprašala bi te še, lani smo dobili oskrbovana stanovanja. Kako pa kaže zdaj z novo staro lokacijo podobnih stanovanj? Se pravi za starejše, v okviru našega stanovanjskega programa smo tudi definirali lokacijo. Lokacija pa je na območju Kajuhove ulice, se pravi kle v neposredni bližini doma ob Savini, se pravi na Savinskem nabrežju. Tako da kle pač računam, da bomo skupaj z Nepremičninskim skladom Invalidskega pokojninskega zavarovanja v naslednjih letih zagotovili nekje 16 do 20 stanovanj. Tako da se obeta, glede na to, da je pač se vedno več ljudi stara, pač so taka stanovanja. Tudi mi dva. Ja. Okay. Še vztrajamo. Ja, še vztrajamo, ampak definitivno pa potreba po stanovanjih, tako za starejše, kot tudi za mlade in vse ostale je. Primož, najlepša hvala, ker si se oglasil. Mogo boš priti še enkrat, ker jaz imam še en kup enih vprašanj za tebe. Tako da jaz mislim, da če narediva to še v prvem tednu julija, je to. Z veseljem, tako da hvala za povabilo. Malenkost. Vsi ostali pa, ki vas mogoče še kaj zanima, kar se tiče družbe Nepremičnine Celje, pa seveda ste dobrodošli tudi na naš mail in zastavite kakšno vprašanje. Radio Fantasy. Radio Fantasy.